Pozdravljeni. Pred vami je že 38. komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v prejšnjih dneh, oziroma v tem primeru v prejšnjem dnevu. Pogostokrat se zgodi, da so zanimive novice objavljene na isti dan. In tudi danes je tako, namreč v vseh 4 sklopih se bomo pogovarjali o dogodkih, ki so prišli v javnost 21. septembra. A tudi tokrat, ukolikor vas zanimajo originali, boste našli bližnjice navedene v opisu. A mi, da ne bomo kot običajno predolgi, bomo kar začeli z našim prvim sklopom. Mnogi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, so objavili novico, da se je Aston Martinu pridružil znan obraz. Namreč Martin Whitmarsh se je pridružil ekipi Lawrencea Strolla kot načelnik Performance Technologies pri Aston Martinu. O tem ste lahko brali v različnih virih, sam navajam na primer motorsport.com in uradno stran Formule 1. Martin Whitmarsh je bil dolga desetletja zaposlen v McLarenu. Če sem malce bolj natančen, od leta 1989 do 2014. In širši publiki je bil bolj znan kot vodja ekipe Formule 1 od leta 2008 do 2014. Vstopil je na mesto Rona Dennisa, ki je bil odmaknjen iz čela ekipe Formule 1 zaradi škandala Spygate. A tudi med Ronom in Martinom je prišlo do trenj, zato je Martin Whitmarsh McLaren zapustil. Sedaj se vrača nazaj v svet Formule 1 in to na mesto, katero ne bo neposredno povezano samo Formulo 1. Bil bo stopničko više, svetoval bo Strollu o novih tehnologijah in novih načinih konstrukcije, tako v Formuli 1 kot tudi v svetu cestnih avtomobilov. A tu bi rad poudaril značajsko lastnost Lawrencea Strolla. Namreč mnogi ga vidijo kot izjemno premožnega posameznika, ki si je kupil ekipo Formule 1. A za razliko od mnogih njegovih predhodnikov, Lawrencea Strolla ni sram priznati, da določenih, predvsem tehničnih znanj nima. On je menedžer, ki je uspel v čisto drugačnih vodah. Seveda, kot mnogi izmed nas je zaljubljen v Formulo 1, a to še ne pomeni, da ima tista znanja, ki jih poseduje na primer Martin Whitmarsh. A Lawrencea Strolla ni sram priznati teh njegovih pomanjkljivosti. Ni kot mnogi drugi, ki so mislili, da zaradi tega, ker imajo denar, znajo vse. Lawrence Stroll najema kadre, ki so potrebni za razvoj njegove ekipe in mislim, da s takim pristopom bo Aston Martin samo rasel. Čas bo pokazal, kako bodo uspešni, ampak sam sem optimist. Pri ekipi delajo prave korake. In tudi investicije, ki smo jih videli v preteklem obdobju, so pohvalne. A pojdimo kar na drugo novico. O novi različici pogonskega sklopa Scuderie Ferrari smo lahko brali in slišali kar nekaj prispevkov. A tokrat bi vas rad opomnil na izjavo Matija Binota, ki sem jo zasledil na uradni spletni strani Formule 1 f1.com. V članku je zapisana marsikatera resnica, na primer ta, da vse ekipe Formule 1 so že začele z delom na
tej revolucionarni novi šasiji za sezono 2022. Poleg tega pri Scuderii Ferrari bodo imeli celoten nov pogonski sklop za naslednjo sezono, kot seveda pri vseh ostalih proizvajalcih pogonskih sklopov. A letos nas še čaka izboljšana različica. Namreč pred časom smo lahko brali, kako je pogonski sklop Scuderie Ferrari v bistvu lanski in da niso uporabili vsega razvojnega potenciala, ki jim ga je dovoljeval pravilnik. In nekako v preteklosti smo lahko brali, da za veliko nagrado Turčije načrtujejo debi te nove različice. Sedaj v tem članku Mattia Binotto ne govori o kakih točnih velikih nagradah oziroma datumih. Govori o tem, da nov pogonski sklop oziroma novo različico bomo videli. Kdaj in kako bo izgledala, pač ne. A sam sem se začel spraševati, kak smisel ima uvesti novo različico pogonskega sklopa tik pred koncem sezone. Videli smo, da oba voznika, tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši, sta izkoristila tisti bonus, torej na eni dirki bi imel eden, drugi ali oba voznika kazenska mesta. To je izjemno velik hendikap, kajti videli smo, kako težko bi se prebili recimo temu do dostojnih mest. Po drugi strani, če v sezoni 2022 bomo imeli popolnoma nov pogonski sklop, kaj bodo pridobili, ukolikor bodo različico uporabljali na 2, 3 ali 4 dirkah? Seveda, publiki se je nekaj obljubilo in sedaj skušajo s takimi malce bolj zamegljenimi izjavami morda tudi prestaviti debi te različice, morda tudi za nedoločen čas. Kot običajno, videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Zanimiv članek o ekipi Williams je bil objavljen na spletni strani Race Fans. Jost Capito je izjavil, da morajo v bistvu prevetriti svoj mladinski pogon. Namreč videli smo izjemno zanimivo situacijo. George Russell je zapustil ekipo Williams ter odšel k tovarniški ekipi Mercedes, kar je bilo nekako pričakovano, ampak videli smo, da njegovo mesto je zasedel Alexander Albon. Alexander Albon prihaja iz tiste sfere Red Bulla. Pri Williamsu so še zmeraj pod pogodbo Jack Aitken, seveda Rory Nissany in Jamie Chadwick. Dan Ticktum se je odpovedal sodelovanju z Williamsom, ampak videli smo, da od te četvorice niti eden ni bil sposoben priti na mesto glavnega voznika. Čeprav Jack Aitken je nadomeščal Russella na lanski veliki nagradi Shakirja, kljub vsemu ni prepričal. Rory Nissany je tisti, ki je prvi vozil F2 43B, a kljub temu tudi on ni prepričal. Torej, nekaj je narobe s tem mladinskim pogonom, ki na koncu ne proizvede tistih kadrov, ki bi lahko prišli v svet Formule 1. In tega se zaveda Jost Capito, ter zato bomo lahko v naslednjih mesecih videli kar revolucionarne spremembe. Seveda tudi pri ostalih ekipah bi lahko našli podobne primere, ampak pri Williamsu so začeli s to revolucijo in tudi pri njih izgleda, da so začele iti stvari v pravo smer. Namreč brez veze je imeti voznike v mladinskem pogonu, če ti ne bodo nikoli sposobni priti do tistega zadnjega, pravega sedeža v Formuli 1, ki so sanje vseh mladeničev. Kaj
obenem pomaga imeti Roya Nissanija, ki je bil na mnogih petkovih treningih, če se mu na koncu ne zaupa dovolj, da bi lahko 1 ali 2 sezoni odvozil za ekipo. In to je ena izmed tistih potez, ki kaže tudi ta v pravo smer. Vsaj tak je moj pogled. In na koncu v našem 4. sklopu še zanimiva izjava, ki jo je podal Günther Steiner. Povzemam jo po spletni strani znane italijanske revije Autosprint. Namreč Günther Steiner je povedal, da njegova 2 voznika, torej Nikita Mazepin in Mick Schumacher, bosta morala začeti sodelovati. Nekako bosta prisiljena zakopati bojno sekiro in bosta morala začeti razmišljati na drugačen način. Zanimiva izjava, ki nam pove med vrsticami ogromno. Najprej moramo razumeti, da bolid ekipe Haas je verjetno najslabši od tistih, ki smo jih letos videli na štartnem razporedu. Torej, oba voznika ekipe Haas sta tam na dnu in prisiljena sta se boriti med seboj, kajti drugi so bistveno hitrejši. In mnogokrat boj med moštvima kolegova prinese poškodbe bolida in v tem primeru obeh bolidov, kar seveda stane. Ampak to, da Nikita Mazepin in Mick Schumacher sta v borbi, pomeni nekaj. Namreč to, da Nikita Mazepin ni tako počasen, kot so nekateri govorili, ali če pogledamo iz drugega zornega kota, Mick Schumacher ni tako hiter, kot so drugi govorili. Namreč oba sta na podobnem nivoju, če se lahko borita med seboj. Kolikor bi bil Mazepin tisti, ki se neprestano vrti, bi bil Mick Schumacher daleč spredaj in ne bi prišlo do internega boja. Videli smo reakcijo Micka Schumacherja, da je praktično rahlo razburil Nikito Mazepina. In to nam kaže, da Schumacher čuti pritisk ruskega voznika. Zato menim, da do konca te sezone bo še zanimivo, tudi tam na dnu, tudi med obema voznikoma ekipe Haas. Zatorej bodimo pozorni tudi na njiju 2. A za danes, za ta 38. komentar novic je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.